5 zvezdic v Sloveniji nima veze s 5 zvezdic v tujini. Dajmo ostati v Švici, ni primerjaven. In vsekakor bi rajši imel natakarja iz Indije, ki sem ga omenil, kot pa enega natakarja iz Slovenije, ki nima nobenega odnosa do gosta. Tako jaz gledam. Neka številka, ki jo lahko zdaj povem na glas, je 80 000 evrov prometa na enega zaposlenega na leto. Se pravi, če imam jaz 1 milijon evrov prometa na leto, pomeni, da lahko imam recimo da 12 zaposlenih. Napitnina izhaja iz imena tips in napitnina se je v Ameriki dajala vnaprej. Izvoli, 10 evrov, zato da boš res dobro postregel. En lep pozdrav v SBC-jevem podcastu, tokrat z gostom, ki zagotovo ne bo veliko govoril o umetni inteligenci, ki zagotovo ne bo veliko govoril o stvareh, ki se spreminjajo, ampak nas bo peljal v tiste popolne osnove. Česa? Gostinstva, hotelirstva, človeških odnosov, vodenja, razumevanja, ko stopi v nek prostor, kaj vse vidi in kaj vse je treba spremeniti. Sam sem ga spoznal na nekem našem SBC-jevem dogodku in takoj sem si rekel, ja, tale bo moj gost. Zakaj? Ker me je navdušil predvsem z razumevanjem stvari, kjer sam nikoli nisem bil prav pozoren. Pridem na kavo, naročim espresso, zanimivo je seveda, če se natakarica s tabo pogovori ali pa natakar, ne. Fino je, če je tudi espresso dober, seveda, ne, ampak to je to. Če morda malce razširimo, ko gremo nekam na kosilo, je pomembno, da razumemo zgodbo. Kaj jemo, kdo je ta, ki ti vse skupaj skuha in spet to je to. Če še razširimo, ko gremo v nek hotel, no tam smo morda, glede na ceno seveda, že bolj zahtevni. Ampak današnji gost, Matic Kritar, na vse skupaj gleda mnogo bolj profesionalno. Zakaj? Ker se mi zdi, da je to njegova ne samo največja strast, služba, ampak tudi misija. Matic Kritar, lep pozdrav. Pozdravljeni. Saj sem razmišljal, kako te predstaviti, ampak mislim, da se boš najlažje predstavil skozi to uro, ko bova klepetala. Ampak ja, če bi moral na začetku reči, kdo si, kako se definiraš kot poklic? Si svetovalec, natakar, vodja, kaj si? Ja, predvsem na prvem mestu poudarim, da sem hotelir oziroma gostinec in v osnovi natakar. Jaz sem začel svojo karierno pot kot natakar oziroma pomočnik natakarja in iz te pozicije naprej sem se izoblikoval v neko celoto, ki lahko funkcionira v gostinstvu. Sem pa večino časa delal po hotelih in hotelska kultura je nekaj, kar mi je dala zadovoljstvo, ker enostavno so bile tam tudi predstavljene vrednote, ki jih imam jaz kot človek. Biti spoštljiv do ostalih, pričakovati sicer tudi nazaj, da bodo ostali do tebe spoštljivi, ampak gostje imajo pravico, da niso zelo pozorni na take stvari. Drugače pa struktura, se pravi nek community, neka skupnost, to hotel dejansko ponudi. Jaz nikoli v službi nisem bil sam na izmeni, vedno sem imel ali receptorja ali sobarico, in to sem se zelo fajn počutil v takšnem okolju, no. Če se vrnem na to začetno predstavitev, ko sem rekel, včasih nam je pomembno samo, da dobiš dober espresso, včasih ali pa večinoma tudi, da dobiš nasmeh poleg. Kaj je tvoja največja težava, ko je popolnoma normalen dan in si samo zaželiš espresso? A lahko izklopiš vse svoje znanje, vse to, kar si se naučil in samo v miru popiješ ta espresso, ali ves čas razmišljaš? Ne, razmišljam nič časa. Ko sem sam gost, poskrbim samo za to, da se obležem čim bližje točilnemu pultu, da dam natakarju čim več možnosti za uspeh. Seveda pa pričakujem, da je espresso vsaj 7 od 10 po kakovosti. Če je karkoli več od 7, sem zelo navdušen in vesel. Z veseljem spijem potem še enega, če mi ga natakar seveda ponudi. Pa seveda prijaznost. To je ena stvar, ko marsikdo nima v sebi te naravne prijaznosti in ustrežnosti in takšna oseba verjetno niza v strežbo, niza v gostinstvo na splošno. Večina pa ima to v sebi in verjamem, da je treba se samo več o tem pogovarjati, da se začnemo zavedati, kakšen vpliv ima to na ljudi okoli sebe in seveda na goste, ki jih strežemo. Zdaj, ne samo, da si, kot si sam sebe poimenoval, vsej upam, da sem te tudi sam prav, natakar, hotelir. Imaš Kritar akademijo,
To je v resnici akademija, kjer izobražuješ kadre, ki delajo v hotelirstvu in v gostinstvu. Zato mogoče najprej vprašanje, kje smo Slovenci v tem trenutku. O hotelirstvu, o gostinstvu ogromno govorimo, turizem je ena izmed naših najbolj hitro rastočih panog, ves čas pa poslušamo, imamo problem s kadri. Kje smo? Mislim, da osnovna storitev je v Sloveniji dobra. Mislim, da Slovenci smo poslušni, se pravi, če mi da nekdo navodilo, bom naredil tako, kot mi je nekdo rekel. In to je ključno v kakršnikoli storitveni dejavnosti, ker je najtežje, kar je doseči v gostinstvu, je konstantna kakovost. S tem se je treba ves čas ukvarjati in ravno ta konstantna kakovost oziroma kako priti do te kakovosti je izobraževanje. In izobraževanje pa premalo v Sloveniji. Bolj gre neko navodilo gre bolj iz roda v rod, med natakarji oziroma med vodji. Sem pa imel ta privilegij, da sem približno 10 let delal po celem svetu in je bilo praktično od Amerike do Avstralije povsod enak sistem je bil povsod. Bil je pa neverjeten fokus na izobraževanju. Vsak natakar, vsak vodja, ki je prišel delati v hotel, je moral narediti enotedensko izobraževanje o podjetju in o svojih nalogah, ki jih bo opravljal. 5 dni po 8 ur je bila njegova naloga, da odposluša vse, kar mu želi podjetje predati naprej. Trenutno je zavedanje, da je izobraževanje zelo potrebno v gostinstvu in v hotelirstvu v Sloveniji bistveno višje kot pred recimo 5 leti. Še vedno pa mislim, da velike hotelske hiše oziroma na splošno hoteli bi potrebovali nekega internega človeka, ki bi konstantno spremljal standarde, bil odgovoren za posodobitve določenih operativnih postopkov in pa predvsem za uvajanje novih zaposlenih s temi mehkimi veščinami, kot je bonton, kot je kultura v podjetju, kot je nenazadnje vizija podjetja, da se to novim zaposlenim razloži. In marsikdo bo celo rekel, to ni za mene. Tudi v tujini smo imeli, mislim, da je nekje 10% novih zaposlenih se je odločilo, da ne bodo delali v hotelu, kjer so se zaposlili. Ampak to je super. Zato, ker teh zaposlenih potem tak ali tak ne bi mogli kaj drugega naučiti, če niso se poistovetili s temi standardi, ko so bili predstavljeni. Ta del mislim, da zelo manjka in ni realno za pričakovati, da se bojo gostinske šole kar naenkrat napolnile z novimi dijaki, ki bojo imeli željo ostati v gostinstvu, ampak se je treba začeti zavedati, da mora vsako podjetje poskrbeti za svoje zaposlene in jih interno izobraževati. In tako bomo dosegli to konstantno kakovost, ne samo v hiši oziroma ne samo v hotelu oziroma v restavraciji, ampak tudi kot neka destinacija lahko potem začnemo razmišljati malo drugače. Ne bom zdaj omenil podjetja, kjer si delal v tem tednu, ampak prej si mi zaupal, ko si zdaj rekel, včasih se kdo tudi ne prepozna potem v tem, kar naj bi ga čakalo. Tebe so poklicali, če lahko pred nekim dogodkom urediš mogoče razmere in ste hitro ugotovili, da se šef strežbe, če se ne motim, ne vidi v tem, kar ga čaka. Kaj to pomeni, da si v resnici zelo zahteven, ne vem, coach, lider, ko prideš v podjetje in takoj letijo glave? Vsekakor ne letijo glave, sem pa vsekakor zelo zahteven. Jaz vedno rečem mojim naročnikom, gostincem in pa seveda tudi direktorjem hotelov, da sem zelo nadležen, ker naredim zelo veliko dela, povzročam. Treba je pač delati, da je drugače. Če ne bomo delali, ne bo nič drugače. In kar sem videl do zdaj na terenu, je to, da ponavadi, ko sistem ni ustrezen, ko sistem ne deluje, je ponavadi problem v vodji ali pa v lastniku. Tako da jaz vedno začnem, tudi če me pokličejo, da začnem izobraževati natakarje, mi je največja želja spoznati vodjo. Ker jaz takoj vidim, ali bo moje predavanje, moje izobraževanje, moje delavnice imelo nek učinek ali ne bo. In vodja je ključna oseba v gostinstvu, še posebej v gostinstvu, ki mora biti vzgled svojim zaposlenim. Če vodja zamudi na izmeno, če vodja zamudi na sestanek, to je že slab znak. Se pravi, vodja sporoča, da zaposleni lahko zamujajo. Brez opravičila. Nič se ne zgodi na koncu, ne. Če vodja ni v ustrezni uniformi,
ali pa jaz sem zelo zagovornik tega, da se še vedno vsak dan brijemo, ko gremo med ljudi, ne. In če vodja zahteva od svojih zaposlenih, da so natakarji obriti vsak dan, on pa hodi okoli z zadnjo staro brado, to enostavno pač ne more biti, ne. Pa to so res taki najbolj enostavni primeri. Kje je potem šele delo? Če reče vodja, vsak pogrinjek mora biti postavljen tako in tako, in vsi zaposleni tako naredijo, in potem, ko je na vrsti vodja, da pomaga in postavi drugače, ali pa celo postavi pogrinjek na umazano mizo, potem izgubi avtoriteto. In vodja potem v bistvu nima več neke svoje funkcije in zaposleni potem delajo vsak po svoje. Delajo po svojih najboljših močeh oziroma delajo tako dobro, kot so delali pri prejšnjem gostincu, kar pa verjetno ni namen kateregakoli gostinca, da bi delali pri njemu zaposleni tako dobro ali slabo, kot so delali pri drugem gostincu, ne. Ampak če te pokliče nek lastnik restavracije, ti prideš s tem prvim stavkom, ne, poklicali in priklicali ste si zdaj delo, potem pa kmalu ugotovite, da njihov vodja, ki ga imajo morda že leto, dve, tri, ni najboljši ali pa da ne bo zmogel tega tempa. A se kdaj vaše poti že na začetku razidejo potem? Ker v resnici je klicati nekoga, ki te lahko pelje naprej, ali pa ti povzroči samo veliko stresa, pa ti ne veš, za gostinstvo sprašujem, ne, ker zdaj tam je vsak dan zelo pomemben, ne, morda si kdo reče, ne moremo si privoščiti, ne vem, slabega tedna ali pa meseca zdaj pred Ja. sezono. Jaz, preden grem kamorkoli, vedno pridem prej na obisk. Tudi če se ne dogovorimo za takšen režim, naredim to v lastni režiji. Jaz moram vedeti, kam pridem. Tako da jaz vedno prilagodim svoj način izobraževanja ekipi, ki jo imam, predvsem pa njihovim potrebam, ker skoraj ni enake restavracije, skoraj ni dveh restavracij, ki bi bili enaki med seboj. Imajo mogoče eno specifiko, malo drugačno v točilnici, imajo drugačno specifiko v ofisu, ali pa v kuhinji enostavno kuhajo na kolenih, skoraj tako rečeno. In so določeni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati, ker pogoji za delo v gostinstvu so zelo pomemben faktor, kako bo potem zaposlen tam funkcioniral. Če mu jaz rečem nekaj, kar sem rekel enemu gostincu, pri katerem sem bil prejšnji teden, brez da bi se pozanimal, kaj je njihov glavni problem, potem ne naredim svojega dela, tako je treba. Moram se pozanimati, kako oni funkcionirajo, moram začutiti njihovo energijo. Jaz imam to sposobnost, da ko pridem nekam, da potrebujem par minut, pa vidim, koliko je ura. Je pa seveda tudi moj namen zdaj motivirati ljudi, ne. Jaz želim motivirati natakarje, da začnejo čutiti neko svoje poslanstvo. Tudi jaz v svoji akademiji sem se mogel vprašati, kaj je moje poslanstvo. Moje poslanstvo ni samo imeti čim več izobraževanj pa napisati čim več računov, absolutno ne. Moje poslanstvo je spremeniti pogled na poklic natakarja. Pa ne v enem letu, ampak v 10 letih. In tukaj se zavedam, da sem jaz neki vzgled, ne. Se pravi, ko jaz pridem nekam zopet, ne morem priti tja v polomajici pa kratkih hlačah, medtem ko so natakarji pa njihovi vodje v kravatah in oblekah, ne. Zdaj bova skočila nazaj, kaj te je peljalo iz gostinske šole do tega, da danes v nekaj minutah vidiš, kaj je treba popraviti v nekem gostinskem obratu, v gostilni, v hotelu. Ampak mogoče samo še en primer, ko takole prideš, ne, spomnim se, govoril si o primeru iz Obale oziroma z Gorice, ne. Kaj se je zgodilo, ko tebe pokličejo in imaš neko nalogo? Kaj to pravzaprav pomeni? A to nekdo reče, okej, želimo si imeti bolj polno restavracijo, radi bi imeli, ne vem, več objav, boljšo hrano. Kako definirate nalogo in kam pol pridete? Jaz poskušam ugotoviti, kaj je največja bolečina lastnika oziroma direktorja, ker to je tisto, kjer bomo se najprej našli, to je področje, ki ga bomo najprej našli za skupno pot. Največkrat je prijaznost in pa pospeševanje prodaje. Prijaznost osebja je nekaj, kar v bistvu zelo enostavno rešimo na izobraževanjih. Medtem ko pospeševanje prodaje je pa ena stvar, ko mi v skoraj vsaki skupini se najde nekdo, ko reče: "Ja, ampak bom deloval vsiljiv." Sem rekel: "Evo, imam način, kako ne biti vsiljiv, pa še vedno vsakemu prodaš, ne, oziroma ponudiš vsaj." In zdaj, odkar imamo
kioske za naročanje hrane, po raznih shopping centrih, je meni to v prid, je to meni v pomoč, zaradi tega, ker lahko rečem tem natakarjem, da jaz kot gostinec bi raje potem imel 5 takšnih kioskov, ker bo čisto vsak kiosk, ne glede na čas, ne glede na voljo, ponudil dodatno naročilo. Bo ponudil nekaj, o čemer jaz razmišljam. Mu ne bo nerodno to ponuditi, ne. In potem se malo zamislijo in je lažje, no, ampak predvsem jaz delam na primerih. Jaz vsakemu povem, da sem začel, na prvem koraku gostinstva in da govorimo isti jezik in večino delam na primerih, no, ker, natakarji niso znani po tem, da berejo knjige v prostem času. Tole prijaznost bova še obdelala, imejva v mislih, prav, ker me zanima, kaj jim rečeš, da je treba biti prijazen. Enako tudi pri pospeševanju prodaje, ampak zdaj si rekel, začel sem, ne, tam greva nazaj v tvoje otroštvo. A izhajaš iz gostinske družine? A je tvoja mama pa oče imela gostilno, pa si ti rekel, v redu, to me zanima, ali kako je bilo? Ne, ne. Bolj kontra ne bi moglo biti v bistvu. Moja mama ima računovodsko podjetje, oče je imel podjetje z informacijsko tehnologijo in ker ima mama računovodsko podjetje, smo ponavadi v času bilanc veliko hodili po gostilnah. Ni bilo časa doma glih za kuhanje in sem imel to srečo, da smo hodili v gostilno, kjer je bil en natakar, ki je bil maskota celega kraja, v pozitivnem, smislu. In ta natakar enostavno je imel takšno energijo, da sem se želel poistovetiti z njo. Takrat je tudi prišel ven film, s Tom Cruisom, Cocktail. Vsi smo hoteli biti, v središču pozornosti, da bi punce za nami kričale, ne. Tako da, ja, je imel natakar neko avro, je imel natakar neki status, tako bom rekel, ne. In jaz sem, kot odličnjak iz osnovne šole šel na gostinsko šolo. Ljudje so ustavljali mojo mamo na ulici in jo spraševali, če je vse v redu, da gre na gostinsko z odličnim uspehom iz osnovne šole. In rekla, da ja. Oče je sicer potem imel neke ambicije, da bi imeli manjši hotel v okolici Celja. Potem ko sem začel delati v hotelih, sem rekel, prosim, ne, ker to je zelo drag šport. Že v večjih, krajih po svetu, kaj šele v okolici Celja takrat. Tako da največja prelomnica je bila, ko sem dobil v srednji šoli profesorja, ki je še danes moj mentor, in me je porinil naprej, da sem šel na izmenjavo v tujino. Jaz sem bil v bistvu prva skupina dijakov ali študentov v Sloveniji, ki smo šli na izmenjavo. In ko sem šel delat v ta hotel, to je bilo na jugu Španije, sem videl, kaj pomeni organizacija, sem videl, kaj pomeni neki višji nivo, ki ga v Sloveniji po mojem še danes ne poznamo. In me je to pritegnilo, sem se nekako videl v sistemu zunaj Slovenije. Tako da Koliko si bil star, oprosti, da besedo? 17 ali pa 18, nisem čisto siguren. Mislim, da sem bil glih 18. Tako da sem se pol odločil, da bom šel študirat v tujino. Šel sem študirat na šolo Cezar Ritz v Švico, hotelski menedžment, specializacija gostinsko poslovanje. In, v sklopu te misije, naučiti se čim več angleščine v enem letu, sem potem ugotovil, da bom eno leto več potreboval za to učenje. In sem šel delat na potniško ladjo za 8 mesecev kot natakar. In res sem se naučil angleščine tam, predvsem sem se pa naučil discipline. Predvsem so mi zlomili ego na nič in, sem v bistvu bil potem pripravljen iti na šolo v tujino. In verjamem, da bi tudi brez te izkušnje na ladji preživel, ampak mi je dala veliko več, kot sem se od začetka razumel. Zdaj, spomnim se tega filma s Tomom Cruisom, seveda smo vsi želeli mešati koktejle, sam sem bil celo malo premlad, da bi jih lahko, ne, takrat, ampak ja, to je bilo zelo popularno. Ampak ko govoriš, da greš delat na ladjo, je pa tudi ena taka zelo simpatična predstava, ne. Pluješ po pristaniščih, ne, zvečer si seveda verjetno zaseden, ampak dopoldan pa prost, in vidiš cel svet. Res, da zdaj govorijo o nekih 10-15 let nazaj tega, ne, ampak a je tako? Bolj kontra ne je moglo biti. Bolj kontra. A si izbral napačno ladjo? Jaz mislim, da ne. Enostavno, nobeden ne pove, da ko gre delat natakar na ladjo, da ne bo imel niti enega prostega dneva v celi pogodbi. Tako da 8 mesecev sem bil brez prostega dneva. In dela se od 7 zjutraj do 10 zvečer,
vmes sta 2 enourni pavzi in dejansko to je življenje. Živel sem 2 nadstropji pod vodo, pod gladino, delal sem v prvem nadstropju pod vodo. Se pravi, jaz po mojem sem potreboval 2 meseca, če ne še kak teden dlje, da sem sploh prvič prišel na zrak, da sem šel na celino. Tako da bolj kontra v bistvu ne bi moglo biti, kot sem si predstavljal. Sam izhajam iz otroštva, kjer jaz vedno rečem, da sem skoraj odraščal na jadrnici, ker smo jadrali sigurno, ne vem, 2-3 mesece na leto in je bila neka romantična predstava, kako bo to izgledalo na morju. In ja, bolj kontra ne bi moglo biti, ja. Zakaj pa nisi obupal? Jaz morda bi, ali pa kdo bi šel na prvem pristanišču, ker Ja. bi bilo možno s torbo na rami. Ja, to je vedno opcija, ne. Vedno je opcija, da človek odneha. In, ni veliko stavkov, ki sem si jih zapomnil od mojega očeta, da bi mi jih tako povedal kot oče sinu, ne. Ampak eden izmed teh stavkov je bil na Brniku, tik preden sem šel, skozi security, skozi, varnostni pregled, je rekel: "Saj lahko prideš nazaj, ne, če ne bo vse v redu, samo pol nisi zmagal, ne. Pol nisi naredil tega, kar si se odločil." Ker eno leto pozirati pomeni, da moraš nekaj narediti vmes, ne. In, mislim, da je bilo ene 3 mesece, ko sem vsak večer, preden sem šel spat, sem premleval, ali grem dol v naslednjem pristanišču ali ne grem, in sem se vedno spomnil tega stavka. In to je tako maraton, jaz sem tudi odtekel 2 polna maratona. Tam nekje na 3/4 v bistvu nobenemu ni fajn, ne. Bi vsak najraje rekel: "Pa saj ne rabim tega, ne." Pa pol, ko se človek prisili pa gre do konca, do cilja, je tako ponosen. Jaz bi lahko to primerjal mogoče celo z rojstvom otroka, ko sem odtekel prvi maraton pa sem prišel do cilja. Tak ponos sem čutil odzadaj, ne. In, ja, ne odnehati, to je tisto, kar, potem naredi na koncu razliko, ne. Ko si se po 8 mesecih vrnil z ladje potniške, a se spomniš ime ladje še vedno? Ja, ja. Ja? Carnival Fascination, Kje ste pluli? Miami, Bahami, Mehika. Sami lepi kraji, ti pa pod palubo, ne. Kaj ti je to dalo, ko si se potem vrnil nazaj na to elitno šolo v Švico? Ne, ker verjetno je bil pa to spet popolnoma nov svet, ampak ti si pa prinesel neki ruzak, izkušenj, ne? Ja, predvsem, potrpljenje. Potrpljenje, vztrajnost, tudi nenazadnje ponižnost, ne. Jaz, ko sem prišel na faks, pa je rekel celemu razredu, učitelj strežbe: "To pa ni nobeden prav naredil, jaz sem pa prav naredil, ne." Nisem rekel: "Oprostite, jaz sem pa prav naredil, ne." Nisem mi ni bilo pomembno, da zdaj jaz izstopam, oziroma da jaz nisem kriv, čeprav me je dal v isti žakelj, ne. Ker to se mi je konstantno dogajalo, ne. In, pa predvsem sem se naučil angleščine, ne. Jaz sem še vedno po 3 mesecih na ladji sem iskal sweeper namesto broom, ne, za metlo. Tako da ja, je bilo zelo koristno, da sem šel prej, na specializacijo. Ker potem tudi na faksu sem zaključil kot najboljši v generaciji, ne, po uspehu. Kaj to pomeni, ko si najboljši na najbolj elitni gostinski hotelski šoli? So ti vse poti v ta svet potem odprte, ali je v resnici to samo nov korak do tega, da se začneš dokazovati? Ja, vsa vrata so odprta. Šola, na kateri sem bil, je že 40 let med najboljšimi 10 na svetu. In tudi ko sem jaz končal svoj, zadnji letnik, so prišli iz praktično vseh hotelskih verig, vseh glavnih hotelskih verig iz celega sveta na našo šolo nas intervjujat. In, sem tako tudi potem začel delati za hotelsko verigo Hyatt. Sem dobil menedžment pripravništvo, edini v generaciji tistega leta, pardon, tistega poletja. In, bi lahko šel delat še danes kamorkoli po celem svetu. 100-odstotno. Kam si šel ti prvo? Najprej sem mogel končati prakso v Švici, sem šel delat v Ženevo, v hotel La Réserve. To je eden najboljših hotelov, v Švici oziroma sigurno med 3 najboljšimi v Ženevi. Tam sem še delal kot natakar, potem sem šel pa na menedžment pripravništvo v Ameriko, v Denver oziroma Denver, Colorado. V Hyattu hotel, ki je bil ravnokar takrat zgrajen in je imel 1100 sob. In to je bilo neprestavljivo. Jaz sem v bistvu gledal samo, jaz bi mogel iti v Kentucky, ampak so takrat zapirali njihov hotel. In potem so mi dali na izbiro 8 hotelov in sem si ga lahko sam izbral. In sem
dejansko raziskal, kateri kraji so imeli NBA ekipo, da pa so mi ostali samo še 3 kraji. In potem sem malo pogledal, kakšne kače živijo, v Teksasu, pa v Coloradu, pa v Illinoisu. Aha. In potem sem imel Chicago pa Denver, pol sem pa videl, da je v Denverju 300 ali več sončnih dni na leto. Sem rekel, v redu, saj če je sneg, pa če je sonce, v redu, ne. Ja, je bilo 8 mesecev snega je bilo v Denverju, ampak je bilo pa res vsak dan sonce. Sploh se ne spomnim, da bi deževalo. Deževalo je, ko sem se selil, pa deževalo je, ko sem maraton lavfal. Tako da, pa ta pravi ni. A lahko skočiva samo malo nazaj v Ženevo? Ženevo si pač predstavljamo kot mesto bankirjev, elitizma, zelo resnih ljudi, ne, takih kot si ti s kravato. Tam ne manjka. Ko si kot vseeno še mlad fant, ne, ravno na praksi delal pri njih, kako je to? Imaš kakšne posebne goste, tam pridejo kakšni, ne vem, ljudje, pa rečeš, okej, tukaj se moram bolj potruditi, ali se ves čas moraš potruditi, ker to je zdaj pa že ocenjevanje tvojega dela, to je zdaj že tvoja kariera v resnici, ne? Ja. Tudi v ta hotel sem bil izbran na podlagi mojega uspeha, ker so sprejemali samo najboljše. Če bi našteval vse znane osebe, ki sem jih tam že samo prvi dan videl, kaj šele v pol leta, bi kar nekaj časa trajalo. Ampak to me zanima. Daj kakšno pa vendarle omeni, no. Na moj prvi dan, ko sem prišel k njim, je imela Naomi Campbell svoj rojstni dan v pač eni navadni sobi zraven restavracije. Podjetje Frank Miller, ki je znano, mislim, ki izdeluje ure, je imelo svoj neki zaključek njihovega podjetja. Potem je nemški vratar Oliver Kahn je imel neko svojo druščino, ne vem, s kakšnim namenom, pa so tudi imeli neko svojo mizo. Potem, ko sem pa že ravno zaključeval prvi dan, so pa vse punce, vse natakarice so začele v ofisu kričati. In jaz sem se že glih pakiral, da grem domov, in je prišel šef restavracije in rekel: "Matic, saj ti znaš filirati ribo, ne?" Sem rekel: "Ja, znam, ne, hitro pridi, ne." Jaz začnem filirati ribo pred gosti in vidim, da sedita Orlando Bloom pa Johnny Depp s svojima takratnima spremljevalkama, ampak ženske njim se je zmešalo in niso smele iti noter v restavracijo. In jaz sem bil tam edini, ko sem imel proste roke in ajde, gremo, ne. Ampak noben ni vprašal, ali vprašal me, ali znaš, ampak v bistvu odgovor ne bi bil pravi, ne. On je vedel, da jaz znam, ker je bil prvi dan, mu še nisem tega pokazal. V bistvu je bolj samega sebe hotel zaščititi, da me je vprašal, a znaš. Sem rekel, ja, itak, da znam, ne, saj smo imeli izpit, ne, nazadnje, na faksu pred enim mesecem, na primer, ne. To je bil prvi dan, ne. Tako da je bilo v bistvu od A do Ž, karkoli je prišlo v Ženevo, ja. Zdaj pa, če skočiva v Ameriko, ne, 1100 sob. Tam si pa nisi več verjetno opravljal delo natakarja, ne, tam si bil že... Tam sem bil po uradni dolžnosti pripravnik za food and beverage management. Ker je bil pa nov hotel, so mi pa ker so videli, da znam delati, pa zgledal sem recimo, da njihov, sem dobil takoj pooblastilo, da sem bil kot pomočnik vodje oddelka. Začel sem v room servisu, me je skoraj kap zadela, ko sem videl na papirju 1100 sob, ne, pa nobena nočitev ni imela zajtrka vključenega. Se pravi, 1100 sob oziroma recimo, da 2000 gostov ni imelo vključenega zajtrka. Se pravi, kaj se bo zgodilo? Ampak ni bilo problema, ker je bil sistem odzadaj. Mi smo imeli na vsaki izmeni vsaj 5 natakarjev, imeli smo neomejeno količino inventarja, imeli smo 2 receptorki, ki sta sprejemala naročila. Bil je sistem in niti enkrat po prvem dnevu nisem imel nobenega stresa, ker enostavno je bilo vse organizirano po nekem standardu, ki je bil že stokrat preverjen v drugih Hyattovih hotelih. Največ časa sem preživel v oddelku pijač oziroma barov. Tukaj so me imeli najrajši, ker se mi ni mudilo domov. Tako da sem delal, bil sem odgovoren v bistvu za 2 bara v hotelu, kar ni bilo običajno oziroma ni običajno za take velike hotelske verige, ampak takrat enostavno ni bilo drugih kandidatov. In jaz sem delal praktično od 2 popoldne do 4 zjutraj, ampak sem vseh 14 ur užival. Vseh 14 ur sem bil ponosen, da sem bil v službi, da sem se ukvarjal z zaposlenimi, z gosti. Tudi v bistvu, ko je bilo najtežje, sem jaz šel mešati koktejle. Pa še zdaj se spomnim ene gospe, ko je bila po mojem tik pred penzijo, je rekla: "Matic, kdo te je učil mešati koktejle, ne?" Sem rekel: "Raje ne povem, ne." Ker sem se večinoma naučil v srednji šoli, ne, vmes nisem jaz kaj veliko delal v točilnici.
Ampak je bila tako potrpežljiva, taka materinska, da me je v enem večeru naučila vse tiste majhne skrivnosti, ko ko si jih nekdo zapomni za celo življenje, ne. Dala mi je neko osnovo. Jaz lahko danes, vidim kozarec, vidim koktajl, v bistvu si že predstavljam, kaj je noter, ne. Pa nisem delal veliko časa kot, bartender, tudi to sem delal, pač občasno, ampak enostavno sem imel neko zanimanje pa interes, ne. Jaz, takrat, ko sem bil jaz v tujini, sploh na začetku, ni bilo, telefonov, kjer je bil internet gor, ni bilo niti Wikipedije, ni bilo Youtuba, še interneta ni bilo, ne. Mi smo hodili v cybercafeje, pa smo upali, da bo delal, ne. In, prva stvar, kamorkoli sem prišel, je bila, prva stvar, ki sem naredil, je bila, da sem se včlanil v knjižnico. Tako da sem hodil na proste dneve v knjižnico ali pa v šolo celo, v Španiji sem hodil v šolo in, sem se učil, sem si napisal na list, kaj se moram novega naučiti, in sem šel v knjižnico in sem tam bral 2-3 ure, včasih tudi, sem si vzel kaj za domov in, sem večino časa tako preživel, no. A imaš morda še danes hranjene knjižnične izkaznice? Imam iz Ženeve. Res? Res. Pozabil sem jo vrniti in skozi me je skrbelo, če bom kako kazen dobil, ker se nisem odjavil, ne. Ja, pri Švicarjih bi to šlo. Zato. Drugo vprašanje, rekel si, ne, pri teh koktejlih, ravno sem bral knjigo Barmanica Rica, se mi je zdela fascinantna zgodba od tega gospoda Franka, ne, ki je tam to mešal. A je biti barmen še zmeraj ena izmed najbolj zaželenih, funkcij v gostinstvu? Ali je to precenjeno? Jaz mislim, da v Sloveniji sploh ne. Aha. V Sloveniji tudi, če bi zdaj začeli naštevati, sploh koliko imamo mi takih ustreznih koktejl barov, bi jih kmalu končali, ne. Iskreno povedano, v Sloveniji bi mogoče celo rekel, da je biti sommelier nekaj zelo zaželenega. Jaz tudi, pomagam, pri predavanjih na šoli za sommelierje v Ljubljani, zdaj že 8. leto, mislim, se končuje, in, jaz mislim, da je krepko čez polovico naših tečajnikov izven gostinstva. Se želijo naučiti nekih osnovnih, spretnosti, razširiti svoje znanje in večinoma je podjetnikov, ker potrebujejo neko širino za poslovne sestanke nenazadnje, mislim, večerje, ki jih imajo s svojimi poslovnimi partnerji. Ko pa pridem v kakšen hotel oziroma v kakšno restavracijo, pa opazim, da nekdo, ki je sommelier, ki ima dejansko narejen sommelierski tečaj, da je pozicioniran malenkost višje kot ostali. Ti imaš katero stopnjo? Imam, 3. stopnjo. A to je najvišja? To je najvišja, je pa, mislim, lahko imam tudi 0 stopenj, pa zelo veliko, degustiram, pa bom veliko bolj usposobljen sommelier, kot pa sem jaz trenutno, ne. Ne, imam 3. stopnjo, ki sem jo zaključil pred kratkim. Sem, vesel, da jo imam, in vesel, da je mimo, učenje. Od tu naprej pa vse od mene odvisno. Vsi me poznajo po tem, da ne pijem alkohola. Sicer degustiram recimo, da nekih 300 vzorcev na leto v sklopu naših izobraževanj. Tako da se nimam za strokovnjaka za vina, čeprav imam teoretično znanje. Mi prakse zelo, zelo veliko manjka. Zdaj moram vprašati, ne, omenil si, ne pijem alkohola, bil si barman, sommelier, skrbel si za zbirko pijač v vseh lokalih, kjer si delal, in skrbel, da je bila vedno popolna. A je to morda tudi ključ do uspeha? Da nisi tisti, ki to tudi konzumira? Ne. Jaz sem samohodec na tem področju. Sigurno se več posla sklene, za šankom, ko pa doma, ne. Tako da, jaz mislim, da nima to nobene povezave, iskreno povedano. Da je pa vplivalo, da sem jaz zaradi tega toliko bolj napredoval, pa po mojem tudi ni, no. Saj bova se vrnila na to na tvoje popotovanje po svetu, ampak mogoče, ko si šel iz fakultete, iz Švice, pa potem v Ameriko in tako naprej, in zdaj, ko stopiš, prej si rekel, imam to sposobnost, da ko nekam stopim, potrebujem nekaj trenutkov in vidim, kaj se lahko spremeni. Ne bom rekel, kaj gre narobe, tukaj lahko ti popraviš. Kako to izgleda? Mi poveš en primer, ko ti prideš nekam v službo, ne zdaj, da prideš na kavo, ne. Kaj spremeniš takoj? Kaj lahko takoj spremeniš? Kaj opaziš? Najprej opazim odnos do dela. Opazim, če natakar želi vidim prioriteto. A ima natakar
kot svojo prioriteto, da čim prej in čim bolj kakovostno, na čim bolj prijazen način postreže tega gosta ali ne. To je rečemo, to takoj vidimo. Potem je komunikacija med zaposlenimi. Če sta vsaj dva natakarja na izmeni, takoj vidim, ali je med njima kakšno trenje, ali poteka komunikacija sproščeno, ali je komunikacija preveč sproščena. Tudi to vidimo v roku prve minute, potem, ko se začnete pogovarjati. Higiena, čistoča samega prostora, to je nekaj, kar je na prvem mestu za mene, kar se tiče sploh restavracij. Jaz, če pridem v restavracijo, pa vidim, da solnice niso bile očiščene že nekaj časa, če vidim, da so rože prašne, če vidim, da je prt v bistvu, če je poškodovan, mogoče še bolj oprostim, kot pa če je umazan, potem niti ne želim več tam jesti, ne. In potem vidim natakarja, ko je cel razkožuhan, dajmo temu reči tako, ne želim biti tam. In to so take stvari, ko jih človek vidi v parih minutah. Potem pa seveda strokovnost. Ali on nosi pladenj suvereno, ali ko streže, najprej postreže gospe, pa potem gospode. Ti standardi še vedno veljajo, ne, in so še toliko bolj prepoznani, ko se zgodijo. Na splošno energija, ki je v prostoru. Energija je zelo pomembna, ne. Jaz, če se dobro počutim, potem je v redu, ne. Če se ne počutim dobro, pomeni, da nekaj manjka, ne. In največkrat se začne pri tem, da je prostor urejen, da zaposleni med seboj ustrezno komunicirajo in pa da jaz vem, kaj je moje poslanstvo. In to je postreči gosta na takšen način, da ko bo gost odhajal, bo razmišljal, da je prišel nazaj v mojo gostilno. Zdaj morda čas za tisto vprašanje, ki sem ga prej obljubil, ko rečeš prijaznost, a ne? Kaj smatraš pod prijaznost? Nasmeh, en lep pozdrav, vprašanje, a imaš kakšno formulo, ko imaš predavanje za natakarje? Veliko jih hodi k tebi, veliko jih pošiljajo k tebi, ne? In ko rečeš prijaznost, nam je vsem jasno, ja seveda, saj o tem se nimamo veliko za pogovarjati, pa vendar, ne? Nimam definicije prijaznosti. Mislim, vemo, kaj je prijaznost, ne? Ampak nimam definicije, kako jim zdaj to napišem oziroma povem, da bo oni kar tako razumeli. Jaz dam primere. Eden od primerov je, sploh če so večinoma moški, predstavljajte si, da pride vaša punca prvič k vam domov na obisk. Se pravi, boste razmislili prej, kaj boste oblekli, kaj boste skuhali, verjetno boste novo srajco kupili, boste kopalnico oreng spucali, očistili, boste posvečali ogromno pozornosti na detajle. No, zdaj si predstavljajte, da imate to goste. Zakaj ne bi enako naredili? Se pravi, gost se mora počutiti enako, kot se bo počutila vaša punca prvič pri vas. Se pravi, maksimalno se boste potrudili za njo, ne. Boste tudi prijazni, ne boste razmišljali o problemih tisti trenutek, ne. To je en primer, ne. Potem je drug primer, kako v bistvu sploh gosta sprejeti. Jaz tudi, če jemljem naročilo na drugem koncu restavracije pri mizi, in vidim, da je nov gost ravno prišel skozi vhod, jaz moram biti pozoren na to. Moram imeti pogled usmerjen proti vhodu in vsaj gostu pokimati z nekim toplim, prijetnim izrazom. Jaz sem gostu na daleč povedal, dobrodošli v naši restavraciji, pravkar sprejemam naročili pri drugi mizi, z vami bom takoj, ko bom imel čas. Sicer moram priti tja čim prej, ne, ampak gost je pomirjen. Jaz gosta v bistvu sprejmem na daleč. Potem je pa smejanje z očmi. Jaz se zelo redko smejem tako, da kažem vse zobe, ampak sem se dejansko nekako naučil navado, da imam vsaj topel izraz na obrazu. In to smejanje z očmi je nekaj, kar vsakemu povem in si zapomnijo, ker tega še nikoli niso slišali, ne. In to so rečemo eni taki pogovori, ki jih imam z zaposlenimi. Jaz zelo spodbujam vse moje udeležence na izobraževanjih, da čim več problemov oziroma čim več pomislekov povejo. In zadnje čase imam res srečo, je zelo veliko pogovora. In potem taki zaposleni potem v bistvu pomagajo vsem skupaj razumeti, kaj se od njih pričakuje. Zdaj bom povedal eno dejstvo, pa me popravi, če morda to ni dejstvo, ampak vendarle v gostinstvu manjka največ kadra v Sloveniji, skorajda ni restavracije, gostilne, tudi hotela, kjer ne bi pisalo zaposlujemo, iščemo in tako naprej. V gostinstvu dela ogromno tujcev, ne, včasih smo se obračali k našim južnim bratom, rečejo, ne, zdaj je ta bazen kadrovski kar precej prazen, veliko je ljudi iz Albanije, ker imajo tudi svoje lokale, zdaj imamo Filipince, Nepalce in tako naprej.
In vedno, ko rečeš, poglej, kako je v gostinstvu, ti odgovorijo Slovenci, ja, kdo bo pa delal za tako malo denarja. Zdaj, popravi me, če sem se kaj zmotil, ampak vse to, kar ti govoriš, je seveda super in se dobro sliši, ampak ljudi, ki bi pa delali to, ne, sploh s tako strastjo, je pa zelo malo, ker je na prvem mestu urnik, ki je res nehvaležen za družinsko življenje, na drugem mestu pa vedno postavijo denar. Ali se motim? V zadnjih parih letih se je in urnik in denar bistveno, mislim, pogoji glede urnika in denarja so se bistveno izboljšali. Bil bi presenečen, če imajo danes natakarji po večini slabe plače, vsaj povprečne imajo. Jaz vem, da pred 10 leti so bili vsi na minimalni plači, ali pa celo dodatku do minimalne plače. In to ni stimulativno, seveda, ne. Jaz priznam, da se mi zdijo trenutne plače v gostinstvu precej dobre. Sploh, ko upoštevam, če smo mogoče za Ljubljanico ali pa na Bledu ali pa na teh turističnih krajih, kjer je res ogromno napetine. Res, to je res veliko denarja. In hvala bogu, da ga je, ne. Moramo se pa zavedati, da če govorimo o plači, da napetnina izhaja iz imena tips, ki pomeni to ensure prompt service. In napetnina se je v Ameriki dajala vnaprej. Se pravi, izvoli, ne vem, 10 evrov, zato da boš res dobro postregel. Nikoli ni bilo 20%, 10% in tako naprej. Oziroma, začelo se ni tako. In dalo se je na začetku nek prispevek, da bo natakar še bolj pozoren na tega gosta, in potem, ko je gost odhajal, če je bil zadovoljen, je dal še zraven, kolikor je hotel. To je v bistvu napetnina. Ne pa, da bom jaz zdaj pojedel za 100 evrov in bom dal avtomatsko natakarju zraven še, ne vem, 15%, zato ker pač to se dela, ne. Teda osnovni namen napetnine ni bilo to, da se da natakarju še eno plačo zraven. Tako da sigurno že pač nekaj časa napetnina ne služi svojemu namenu in čedalje več ljudi se bo pač začelo tako obnašati, po mojem. Jaz tudi, ko mojim kolegom, ko imajo kake, ne vem, poslovne sestanke ali pa izobraževanja, jaz sem najbolj vesel, ko imam izobraževanje, pa lahko pol nagradim natakarja, tudi če ni bilo vse v redu, ampak tudi nenazadnje moram pomisliti na to, kako jaz dajem neki vzgled, ne. In sem rekel enemu prijatelju, ki zdaj organizira eno izobraževanje, daj natakarju vnaprej napetnino, pa reči, evo, to pa zato, ker ste fajn pripravili prostor, ne. Ne mu reči zato, da bo fajn, ne. In sigurno se bo natakar drugače obnašal, bo bolj pozoren, bo enostavno, to tako je, ne. Nisem se jaz tega spomnil, to tako je. In sigurno ima to neko svojo vlogo, da pa mi pričakujemo napetnino zaradi tega, ker smo postregli brez nasmeha pa na nestrokoven način, pa še celo počasi neko jed pa pijačo, potem pa mislim, da v bistvu to tudi ni prava smer. Urniki so se pa bistveno spremenili. Urniki so, kakor opažam, so bistveno bolj prijazni. Vsaj dvoizmensko je. Se pravi, en teden dopoldne, en teden popoldne, mogoče celo vsaj drugi vikend prosto. Vsaj en vikend na mesec imajo prosto bolj kot ne vsi natakarji, povsod. Seveda so izjeme, ampak mislim, da se je to bistveno izboljšalo. Tudi uniforme so bolj prisotne, sploh v hotelih, mislim, da praktično ni več hotela, kjer ne bi bilo uniform. Obroki so zagotovljeni, brez da se pogovarjamo o tem. Jaz sem celo imel, ne da sem imel težavo, ampak sem se samega sebe vprašal, kaj narobe delam, ko sem odprl svoje podjetje. In sem prve 2 ali pa 3 dni v bistvu nisem nič drugega jedel kot neke piškote pa kave pa sendviče sem si delal. In pol sem rekel, pa zakaj to delaš, Matic, ne, saj pojdi nekaj jest, ne. In sem se spomnil, da nikoli ni bilo treba razmišljati o tem, ne. Enostavno sem dobil malico kuhano, toplo, okusno in sem šel naprej. Tako da so pozitivne stvari v gostinstvu. Potem misliš, ne, če bo zdaj kdo rekel, ne, pri nas pa ni tako, da dober natakar, dober kader v gostinstvu vedno najde prostor? Danes ja. Pred 25 leti, 20 leti, ko sem jaz bil natakar, ni bilo samoumevno, da bom jaz kot dober natakar dobil službo tam, kjer bom jaz hotel. Jaz si nisem drznil vprašati, kakšna bo plača. Jaz sem samo rekel, da želim delati. Me je delodajalec izprašal, kaj znam in kaj želim, kaj on pričakuje.
in smo začeli delati. Jaz sem vedel, kako plačo imel šele pri prvi vročini listi. Takšni časi so bili to včasih. Ne? Ja, zdaj je res to drugače. Mogoče bi te še za en primer prosil, o katerem si nam govoril tudi v SBC Loungeu. In sicer naročnik te je prosil, če prideš pogledat ekipo, s katero bi si želel ustvariti, saj ne vem, kaj se prav reče, več dobička, več postreči, več obrokov. Kakšen je bil ta primer? Zdel se mi je zanimiv, zato ker si rekel, da ima že dolga leta enako ekipo, naprimer, ne? Zdaj pa kar naenkrat še veliko, veliko več prometa. Ja. To je bila ena restavracija, samopostrežna restavracija, ki je načeloma zelo znana v njihovem lokalnem okolju in mislim, da obratuje približno 25 let, mogoče celo kakšno leto dlje. In ravno v času covida je potem lastnik prevzel vodenje te restavracije, ker sta šla najemnika v pokoj. In imel je to srečo, da on sam res razume, kaj pomeni kakovost v gostinstvu, čeprav ni gostinec. Pa je imel to srečo, da je imel res vrhunsko vodjo strežbe. Ona je v bistvu držala vse pokonci. Imel je eno željo, in to je kuhati čim bolj kakovostno hrano, imeti čim boljše vzdušje v smislu prijaznosti, predvsem strežnega osebja, ampak tudi kuharskega osebja, ki dela na darilni liniji, in pa biti transparenten do svojih zaposlenih. In ja, nismo dosegli načrtov oziroma rezultatov v enem tednu, ne. Smo pa delali korak po koraku, ne. Predvsem sem imel tukaj sogovornika, ki je res razumel, kaj želi, in je verjel, da mu jaz hočem dobro. In mi smo prišli iz približno 200 obrokov, recimo, povprečja, smo prišli v 3-4 letih na skoraj 500 obrokov povprečno na dan. Dela se od ponedeljka do petka, od 7 do 3, vikendi prosti. Sem pa v bistvu bil tisti, ki je spodbujal to, da se vzame kakšen catering, da se vzame kakšna zaključena družba, da ko je kakšen občinski praznik na soboto, da je restavracija odprta, ne. Zaposleni so pa najbolj cenili in spoštovali transparentnost. Tudi plače smo v bistvu korigirali glede na promete, ki so že bili doseženi, ne tisti, ki bodo doseženi, ne. Dali smo formulo, kako si lahko sam predvidi neki dobiček v obliki neke hitre bilance, jaz to imenujem, kjer damo vse predvidljive stroške noter v neko tabelo in na podlagi predvidenega prometa lahko vidimo, koliko bo na koncu ostalo denarja. In potem vsak dan sproti spremljati, kje smo. Ker jaz plan lahko dosežem, na doseganju plana moram delati predvsem prvih 14 dni v mesecu. Ker po pol meseca bom videl, ali zaostajam, ali sem tam, ko moram biti, ali pa ga prehitevam. In potem bom lahko prilagodil, karkoli je za prilagoditi. Ne morem jaz v bistvu cel mesec delati, pa potem 8. v mesecu, ko mi računovodstvo sporoči, kako sem delal, reči, Madonna, tu pa nisem šel prav smer, ne. Res sem imel, bilo je neko čisto tako organsko spoštovanje en do drugega. Jaz sem upošteval njegove želje, on je upošteval moja navodila in smo res pripeljali restavracijo na super nivo. Jaz se veselim, ko gremo tisti konec, da grem jesti k njim. Na začetku uvoda sem rekel, da danes zagotovo ne bo debata o AI-ju, ne, o čem vsi zelo radi govorimo zadnje čase. Zdaj si omenil to spremljanje vseh stroškov. Tvoja mama je računovodkinja, oče se je ukvarjal s tem. A imaš torej vseeno program, kjer vsak dan vpišeš noter in ti vse te funkcije preračuna? Danes so na voljo taki programi, ja. So na voljo. Jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi tudi uporabljali programov iz tujine, ker nenazadnje gre samo za gostinstvo. Če gledamo kot posel, je praktično enako po celem svetu. Veseli me, da je nekaj podjetij v Sloveniji, ki to uporabljajo predvsem za waste management, sploh tisti, ki kuhajo veliko obrokov, se zavedajo, da spremljanje teh podatkov in vnašanje pravilnih podatkov v določen AI sistem jim res lahko omogoči prihranke pri proizvodnji in pa posledično manj odpadkov, ko pripeljejo nazaj, ne. Jaz priznam, da za moje delo, to, kar delam, si lahko zelo malo pomagam z AI-jem trenutno.
če že res želim, da mi pomaga AI, mi da mogoče vsaj neki osnutek, pa potem jaz čisto drugače napišem, ne, oziroma povem. Mi je pa super za PowerPointe. Za PowerPoint je pa fantastična zadeva. To pa res. Zdaj se bova vrnila malo nazaj na tvoje potovanja, ampak ta primer me je zanimal, ne, iz 220 na 500 v 3 letih, to je ogromna rast za Ja. gostinstvo. Pa to nisi samo povedal, mislim, da je 9 ljudi, pa še eden se je pa potem zamenjal, ne, ali kako Ja, je bilo nekaj? v ekipi je 10 ljudi. 10, ja. Dodatno je prišel še eden kot vodja. In ena od teh 10 oseb se je oziroma eno delovno mesto se je skozi nekako rotiralo, ker je bilo tudi najbolj specifično, bi rekel, hibridno mesto, ki sem ga v bistvu tudi jaz ustvaril takrat. Ampak tudi to smo rešili, no. Smo tako dolgo rotirali, dokler nismo našli pravega. Bravo. No, zdaj pa skok. Iz Amerike si šel kam? To me zdaj vseeno zanima, ker da prideš domov v Slovenijo, ne, vse veš, kaj pravijo, ne, najtežje je biti prerok doma. Ne, to je že starega svetega pisma, tudi Jezus je lahko govoril, ukrep v domačem kraju pač ne, ampak ko se s svojim znanjem vrneš v Slovenijo, moraš tega znanja res veliko imeti, da te nekdo vzame, zato da mu popametuješ, svetuješ, ne, se potem vendarle lahko vidi rezultat, ampak vseeno. Kam te je vodila ta pot, kaj vse se je zgodilo v tem? Ja. V bistvu po Ameriki sem šel v Avstralijo, v sklopu iste hotelske verige Hyatt. Imel sem željo, da grem na toplo, da grem dejansko uživati na morje, in sem šel v del Avstralije, imenovan Sunshine Coast, kjer res ni zime. Živel sem 200 metrov od oceana, v vodi sem bil sigurno 6 dni na teden, če ne 7, oziroma sem bil včasih 2-krat na dan v vodi, pa bodyboardal ali pa wakeboardal ali pa se učil surfati. Tako da res sem doživel to, kar sem pričakoval. Če bi šel delati v Sydney, mislim, da bi bil nesrečen, ker to je pač samo še eno veliko mesto. Mogel bi se voziti vse pol ure do prve plaže. Mislim, da sem imel tukaj kar zelo veliko srečo, da sem šel tja, kamor sem šel. Sem pa takrat, ko sem šel v Avstralijo, bil v tujini že približno 7-8 let, in Avstralija je kar daleč od Slovenije. Je treba nekaj časa biti na poti, da pridemo na drug konec sveta. In priznam, da sem se spraševal, a sploh še želim ostati v tujini, a sploh želim ostati v hotelirstvu. Jaz sem skozi imel neko vizijo, da bom mogoče pa celo prevzel podjetje od moje mame, ker številke mi načeloma zelo ležijo. Presrečen sem, da tega nisem naredil potem. Tako da sem se kar naenkrat začel počutiti kot zelo, zelo velik tujec v Avstraliji. Saj sem bil, ampak ja, nisem več spadal tja. In sem se odločil, da grem nazaj v Slovenijo, da vidim v bistvu, kakšni so neki pogoji, kakšne so razmere. In sem se zaposlil v največjih hotelskih podjetjih v Sloveniji. Sem delal, mislim, da tako, kot sem znal, bom rekel, čeprav, ko nazaj pogledam, vidim, da sem delal tako vse narobe, ne. Pa ko bom pogledal čez 10 let nazaj, bom videl, da delam vse narobe, ampak tako je. Predvsem me je najbolj zabolelo to, ko mi je rekel kdo: "Matic, ti si zdaj prišel, ne vem, iz Amerike v Slovenijo, pozabi, kaj so te naučili tam, in se sprijazni z našim standardom, slovenskim standardom." To sem najbolj vesel, da nikoli nisem tega sprejel. Če bi to sprejel, potem mislim, da bi naredil veliko napako. In sem dosti kmalu želel iti nazaj v tujino. Sem se že v bistvu dogovoril s hotelom v Španiji, tam, kjer sem delal. Ampak je bila ravno zima in sem potem nekako prebrodil do poletja v Sloveniji in zdaj sem še vedno brodim, ne, hecam se. Potem sem imel v bistvu res, res veliko srečo tudi z delodajalci in svojimi ekipami. Sem čutil zelo veliko zadovoljstvo v službi. Tudi ko sem prišel na neki direktorski nivo, je bilo načeloma tako, kot sem jaz hotel. Mislim, sistem je bil takšen, kot sem ga jaz želel imeti. Tako da leta pa minevajo, ne, vemo, kako je to. Tako da sem se potem med covidom oziroma po covidu sem se odločil, da se vržem v vodo izobraževanja. Zdaj, če splavam, splavam, če ne splavam, ne splavam. Takrat sem imel super partnerja, poslovnega partnerja, ki mi je omogočil neko platformo za izobraževanja po destinacijah po Sloveniji.
in mi je dal mogoče tudi neko samozavest, da je potreba po tem. Sem pa res prve 2 leti, sem res delal od A do Ž, kar se tiče, svetovanja in samega izvajanja gostinstva. Potem sem se pa mogel odločiti, v katero smer bom šel. Ker če bi nadaljeval na takšen način, kot sem začel, bi bil zdaj že zaposlen v nekem podjetju in bi bil kot direktor gostinstva ali pa direktor hotela, sigurno ne bi nadaljeval. In ko sem jaz našel svoj zakaj, ko sem jaz našel svoje neko poslanstvo, potem sem začel čisto drugače operirati, čisto drugače, razmišljati in izvajati nenazadnje izobraževanja. A te lahko vprašam kot strokovnjaka, kje si bil v življenju najbolje, saj ne vem, če to sploh prava formulacija, postrežen, kje je tisti vrh, ko rečeš, to je to, kot mora biti? Kot posamezna restavracija sigurno v Ženevi, kot destinacija pa verjeli ali ne v Ameriki. Jaz sem živel v kraju Denver in priznam, da se ne spomnim slabe restavracije. Hrana je bila vedno odlična, postrežba je bila super, vzdušje je bilo fantastično in tudi, to obdobje Denverja je bilo moje najljubše obdobje v mojem življenju. Tako da Amerika, ja, marsikdo se začudi, ampak res je bilo v tistem času je bilo to fantastično. Francozov nič ne omenjaš, pa govoriva o gostinstvu, saj ne o hotelirstvu, ampak o gostinstvu. Kako to? Je A ker si bil švicarski mogoče švec? mogoče zaradi mogoče zato, ker v bistvu delo v Ženevi je bilo delo s Francozi, pa Aha. niti ne ločujem tako zelo tega. Ja, kot gost, tudi ne bom pozabil pariških restavracij. Je bil čisto drugačen stil oziroma neki ponos od prve do zadnje osebe, ki jo srečaš v restavraciji. Je pa priznam tudi, da nisem kaj zelo veliko hodil po Franciji, tudi to treba izpostaviti, ne. Ampak če primerjam, kraje, v katerih sem živel, pa kjer sem se veliko zadržal kot turist, sigurno Ženeva, no. Komu smo pa mi najbolj podobni, slovenski gostinci, hotelirji? Ker težko zdaj rečemo, da smo, ne vem, zategnjeni kot Avstrijci, to nismo, ne. Sproščeni kot Italijani tudi ne, ne. Kaj smo? Svoj miks nečesa svojega? Mi smo Slovenci, mi načeloma, točno vemo, kaj hočemo, ampak se takoj prilagodimo, če nekaj ne štima, ne. Ne, v bistvu nimam pravega odgovora za to. Pač smo samosvoji, ne, pač smo unikat, kar je edino pravilno. Pa se ti zdi, da je panoga, v kateri zdaj delaš, kjer svetuješ, še panoga, ki lahko močno raste? Ja. Ja? Mi smo na začetku. Mi imamo, hvala bogu, imamo restavracije, ki imajo določena priznanja, od Gomioja do Michelina do Falstaffa in tako naprej. Saj so to večinoma iste restavracije, ne. In jih je kar nekaj in sem zelo vesel in ponosen, da imamo ta standard, da obstaja ta standard v Sloveniji. Ampak tudi oni imajo težave, ne. Seveda ne vsi, ampak tudi oni imajo enake težave ko, navadne gostilne ali pa picerije ali pa kavarne nenazadnje, ne. Tukaj mislim, da predvsem moramo se sprijazniti s tem, da so gostinske šole bolj kot ne prazne in tudi dijaki, ki so na gostinskih šolah, ali pa študenti na faksih, ponavadi ne nadaljujejo v gostinstvu. In je treba vzgojiti svoj kader. Tuja delovna sila se meni zdi super, samo jih je treba vzgojiti, ne. Imam enega naročnika trenutno, ki ima v strežbi zaposlena 2 natakarja iz Indije. Oba sta super. Učita se slovensko, sta najbolj urejena od obeh dveh, prijazna, nasmejana, se trudita, ves čas imata krpo v rokah pa nekaj čistita. Dejansko sta, lahko rečem, da vzorno zaposlena. Jima manjka strokovnosti, jima manjka, na marsikaterem področju. Ampak njun odnos do dela je fantastičen. In vsekakor bi rajši imel, natakarja, iz Indije, ki sem ga omenil, kot pa enega natakarja iz Slovenije, ki nima nobenega odnosa do gosta. Tako jaz gledam. Meni je sicer lažje razmišljati na takšen način, ker sem sam bil tujec, in sem delal kot tujec v tujih državah. In sem se vedno trudil in vidim tu neko podobnost med tema dvema fantoma in med mano. Je pa zopet, ali bojo to delodajalci prepoznali. V tem podjetju, hvala bogu, prepoznajo, marsikje pa ne. In tudi jaz kot natakar
kjer se nisem dobro počutil, kjer ni bilo urejenega delovnega okolja, kjer ni bilo normalne komunikacije, kjer je bila celo neka nepoštenost pri mehaniškem poslovanju, jaz se s tem nisem mogel poistovetiti in sem se sam umaknil. In če imam jaz v mojem gostinskem obratu vzdušje oziroma kulturo, ki spodbuja nepoštenost, ki spodbuja neustrezno komunikacijo, ki spodbuja to, da delajo zaposleni vsak po svoje, potem bojo takšni zaposleni tam prisotni. Mhm. In lahko zaposlim 100 Maticov, pa ne bojo ostali v tistem sistemu. Mhm. Tako da vse se začne v bistvu zopet pri vodji oziroma pri lastniku, ne. A lahko še o hotelirstvu kakšno rečeva, ne? Če se zdaj ta gostinski del, ki je res dobil Mišlenove zvezdice, postali smo res kar kulinarična velesila, ne? Tako kot športna jih imamo, če bi prešteli število takih restavracij in šefov, smo res hudi. Imamo zdaj tudi kar nekaj 5-zvezdičnih hotelov, 4-zvezdične že v Ljubljani, na primer pogledava, ne, rastejo ti hoteli. Po drugi strani imamo Kempinski, na primer, ki je menjal lastništvo in tako naprej. Kako je pa tu? Kje smo pa tukaj za ponudbo in kvaliteto? 5 zvezdic v Sloveniji sicer je 5 zvezdic po kategorizaciji, ampak nima veze s 5 zvezdic v tujini, ne. Mislim, tudi odvisno, kje v tujini, ampak če recimo primerjamo, dajmo ostati v Švici, ne, ni primerjave, no. Osnova mislim, da so zopet standardi. Vsak hotel sicer standarde ima, ampak potem zmanjka časa, pod narekovaji, za učenje teh standardov, za predvsem kontrolo teh standardov. Največja razlika v hotelski operativi, ki jo vidim v Sloveniji, pa recimo da Švici ali pa Ameriki, je ta, da vodja nima svojih pomočnikov oziroma supervizorjev. Vodja dela sam, dela bolj kot ne cel dan, vsak dan in nima suporta v smislu kontrolinga. Za primer lahko dam ta hotel v Ameriki. Mi smo imeli v vsakem oddelku enega vodjo, 2 pomočnika vodje in 2 supervizorja oziroma kontrolorja, ki so skrbeli za vsak posamezen oddelek. Ampak to je namesto enega vodje oziroma mogoče polovica vodje, če ima 2 oddelka, jih je kar naenkrat 5 v posameznem oddelku in to je treba plačati seveda, ne. In v tem hotelu ni bilo osnovne možnosti, da ne bi ves čas obratovanja vsakega gostinskega obrata v hotelu kontrolirala neka oseba, ki ima nalogo kontrolirati samo ta oddelek. Ne enega v 5. nadstropju, ne coffee break v 15., pa ne penzion, zajtrk ali pa večerjo sočasno. Je bila oseba odgovorna dejansko za kontroliranje enega samega oddelka. In če jaz kot zaposlen vem, da imam kontrolo, bom čisto drugače delal, ne. Ne bo izgovorov, bo skozi neki coaching, bo skozi neko izobraževanje, bo skozi neka kultura se bo gojila ves čas. Tu vidim največjo razliko med slovenskim hotelom s 5 zvezdicami pa hotelom s 5 zvezdicami v tujini, kjer sem delal. In če pogledamo tudi objektivno, dejansko to manjka, ne. To manjka v Sloveniji, manjka direktiva, manjka kontrola, manjka upoštevanje standardov. Prejle si omenil v tem odgovoru, da to je treba plačati, ne, ko si naštel koga vse, tudi coachanje, učenje, ne vem, na Hrvaškem odpirajo vsako leto veliko novih hotelov in se pohvalijo, ne, kako lepo je. Pa si omenil enkrat, da se tam z ljudmi ukvarjajo več mesecev, ne, preden jih spustijo. Res je, tudi sam sem bil pred 2 mesecema v Dubrovniku, kjer je imela hotelska veriga z 11 hoteli 5 zvezdic svoj bootcamp za vso svoje osebje in sem imel približno 100 natakarjev, ki smo jih 2 dni v bistvu trenirali od jutra do večera. Potem odprl se en hotel zdaj v Istri, so zaposlili nekatere zaposlene že pred 1 letom in so jih celo leto trenirali, kako mora biti, ne. Gremo nazaj do tega, da mora biti interno. Interno izobraževanje je nekaj, kar je realnost. Hrvaški turizem je v takšni dimenziji, da si drugega enostavno ne morejo privoščiti, tako da imajo te standarde bistveno bolj dodelane oziroma da se bolj zavedajo teh potreb. In jaz mislim, da
vodilni hoteli na Hrvaškem imajo to rešeno že nekaj časa. Celo moja sošolka iz faksa je v kadrovski ene hotelske verige v Zadru in vem, da že vsaj 10 let delajo razne bootcampe in pa predvsem interna izobraževanja konstantno. Vsake 3 mesece najkasneje imajo izobraževanja. Zdaj govoriva seveda o teh 5-zvezdičnih hotelih in tako naprej. Morda, če se pri tem vprašanju vrnem tja, ne vem, v gostinstvo, a obstaja kakšna številka, ker ti vendarle imaš v glavi samo številke in veš, kam pelješ gostilno, obrat ali pa karkoli, koliko mora gostilna zaslužiti na enega zaposlenega? A to obstaja neka takšna računica? Ja, neka številka, ki jo lahko zdaj povem na glas, je 80 000 evrov prometa na enega zaposlenega na leto. Se pravi, če imam jaz 1 milijon evrov prometa na leto, pomeni, da lahko imam recimo, da 12 zaposlenih. Zdaj, odvisno je potem, kako imamo ostale stroške, ne. Materialne stroške pa ostale stroške, ki so povezani z operativo pod kontrolo. Ampak nekje 80 000 evrov neto prometa na zaposlenega je tisto, kar vemo, da je vzdržno za pokrivanje tekočih obveznosti in pa seveda tudi za neke investicije, ki so v gostinstvu konstantne. Seveda z dvigom plač, z dvigom materialov, z dvigom cen vsega praktično, tudi ta številka sigurno gre navzgor. Ampak delal sem kalkulacijo, mislim, da glih prejšnji mesec, če še vedno velja ta številka, pa mislim, da zaenkrat še velja. Katera se ti je zdela pa v življenju izkušnja, ko si nekam vstopil v hotel, v restavracijo, tako, pa si zavedno zapomnil, kaj takega si pa nisem mislil, da se lahko zgodi, ker vem, da se ti takih 1000 zgodi in vem, da te to tudi vedno vprašam, ampak mene bi to zanimalo, no. Meni je kot gostu pomembno, kako me sprejmejo. Da je res neka hostesa, ki je res urejena in z namenom, da je hostesa, ali je vodja, ali je celo lastnik, tudi tako restavracijo imamo v Ljubljani, dejansko, da je nekdo vedno pri vhodu in je vesel, da me vidi. To je tisto, kar mene že na začetku pomiri. To je osnova za dobro izkušnjo. Seveda, potem mora se ta dobra izkušnja nadaljevati pri mizi. Mora biti natakar energičen, mora biti natakar urejen, mora znati sugerirati, mora znati svetovati na katerem koli področju, ki ga on pokriva. Jaz najrajši, ko pridem v takšno restavracijo, rečem, kaj priporočate. Jaz sem zelo nezahteven gost, kar se tiče mojih potreb po hrani in pijači. In najbolj vesel sem, ko mi reče natakar, predlagam vam to ali to. In potem jaz gremo v neko smer in potem me tam še razširi, še z 2 opcijama in se zmeniva v roku parih sekund. Odgovor pri nas je vse dobro, ni dober odgovor. Včeraj sem takega, ne? Mislim, da če imamo 3 jedi, mogoče, ja. Meni je bil kar velik, no. Ja. Od pic do indijske hrane so imeli, ne? Vse dobro je načeloma ustrezen odgovor, ampak meni kot gostu nič ne pomaga, ne. Tako da, ja, ni pravi odgovor, no. Še eno stvar imam v mislih, pa prej nisem vprašal, ko si rekel, upam, da je espresso vsaj od 7 do 10, če je več kot 7, sem navdušen. Se tudi na kave spoznaš? Ja. Znam marsikaj narisati in narediti. Res? Ja. A je kakšen del v gostinstvu, kjer si najšibkejši? Ker rečeš, okej, tega se pa res ne bi rad lotil, ampak bom pa opravil, seveda. V strežbi bi si upal reči, da bi me težko kdo presenetil. V kulinariki pa je veliko odprtih opcij. Zato se tudi jaz fokusiram na strežbo 100% časa. Še ena stvar se mi je zdela zanimiva, ko študiraš v Švici, ne, vem, da ste imeli predmet ples. Zakaj je ples pomemben, ko gre za gostilne? Kaj se zvečer kakšna gostja odloči od Orlanda Blooma, na primer partnerka, da bi zaplesala, pa se njemu ne da, pa tudi tebe šef vpraša, znaš matic ali kaj? Ja, res me tega nikoli ni vprašal, mogoče je tudi to bil namen. Ne, gibanje natakar je na nek način ples. Ritem, predvsem ritem je tisto, kar določa neko energijo v prostoru. So določena pravila, ki jih mora natakar upoštevati glede svojega gibanja okoli mize. Z desno roko strežemo. Desna roka je nosilna, oziroma desna roka je servirna, leva roka je nosilna. Strežemo iz desne gostove strani. Okoli mize se gibamo v smeri urnega kazalca.
To so neke osnovne stvari, ko potem v praksi seveda prilagodimo glede na samo infrastrukturo jedilnice. Ampak če imamo mi vsi enaka pravila, tako kot pri plesu, ne, če plešemo valček, ne morem jaz plesati ča, ne, so nam skozi ta 3-mesečni tečaj nekako vsilili razmišljanje, da moramo upoštevati ritem. Da če ne bomo upoštevali ritma, bomo pohojeni ali bomo mi nekoga pohodili. Jaz na ta tečaj sem šel kot en medo, ne, zelo tako sem plesal, ne. Danes sem pač medo s 3-mesečnim tečajem, ne. Še vedno nisem, absolutno če kaj nisem plesalec. Mi je pa dalo neko širino, ne. Saj mi celo življenje z vsakim izobraževanjem dobimo neko širino. Jaz sem siguren, da nekdo, ki pride na moje izobraževanje za natakarja, da se ne bo naučil niti polovico tega, kar bom povedal. Pač tako je. Ampak da bom pa širino. Jaz mu lahko razložim v obliki mojih primerov iz prakse, kako bi jaz nekaj naredil, kako jaz nekaj sem naredil, kako njemu svetujem, da nekaj naredi. In če si zapomne 5 stvari ali pa 3 stvari, je razširil svoje obzorje, je razširil svoje znanje. Nekdo, ki ima veliko podlage, bo prišel na moje izobraževanje in bo dobival potrditve. Aha, to prav delam. Tega pa že veliko časa nisem naredil. Ali pa bo rekel, to pa nisem vedel, da je še vedno pomembno. Bo dobival večino časa samo potrditve, da prav dela, in bo zopet dobil neko usmeritev, neko širino. Včeraj sem imel eno izobraževanje za vodje gostinstev in smo šli čez primarni strošek, cost of goods sold. In to je bila glavna tema izobraževanja, in potem na koncu smo se pogovarjali še o urnikih, kako delamo urnike, kako budžetirati urnike, ne. In je potem, ko sem povedal, na kakšen način budžetirati ure v posameznem oddelku, je naročnik rekel: "Joj, Matic, dobro, da sem poslušala, ker mi je dalo za misliti, kako bi jaz svoje zaposlene od zdaj naprej organizirala. Ne pa, da jaz zdaj napišem, potem pa rečem, zakaj imam tako visok strošek, ne." Dejansko mi delamo posel, ne. In če ne delamo posla pozitivno, pomeni, da ga ne bomo dolgo delali. In kar vidim danes, je, da gostinci imajo načeloma enak ali višji promet kot recimo lansko leto, nimajo pa enako veliko na računu in na TRR-ju. In očitno ni bilo treba razmišljati o tem zadnjih ne vem koliko let. Zdaj je pa to ključno. In jaz, če hočem dosegati neke ustrezne poslovne rezultate, pa predvsem razvijati mojo dejavnost kot gostinec, se moram res praktično vsak dan posvečati mojim stroškom. Ne toliko več prihodkom, predvsem pa stroškom, ker stroški so bili še pred 10 leti zelo predvidljivi. Jaz načeloma sem znal predvideti, koliko bo šla cena bučk v enem letu navzgor, ali pa, ne vem, piščanca, ali pa česa podobnega, nekih glavnih artiklov. Danes si težko upam reči, koliko bo čez 2 tedna. In to je realnost, no. Moram te vprašati, ne, kako pa vse tole, kar govoriš, deluje doma? Sklepanje kompromisov, ne. A si nepopustljiv do žene? Ne upam. Ne. Okej. Ne, dejansko jaz zelo uživam v tem, da postrežem nekoga. Meni je to res v užitek. Jaz dam vso energijo v to, da nekomu doma ustrežem. Pa če to mogoče kdo imenuje copata, sem pač copata, ne. Ampak dejansko jaz uživam v tem. Jaz uživam v tem, da imam red, uživam v tem, da skuham dobro jajce na oko. Uživam v tem, da se potrudim pri kuhanju instant kave. Jaz uživam v tem. In mi je to najlepše, ko mi nekdo reče: "Matica, mi prineseš prosim kozarec vode?" Jaz sem vesel, ko se to zgodi, ne. Verjetno je pa težko včasih prenašati tak standard, to je pa res, ja, z druge strani. Matic, hvala lepa, da si bil moj gost. Jaz sem bolj površno prinesel kavo in vodo, se zdaj sprašujem, kako je to izgledalo, ampak sam skrbim bolj za vsebino. In sem bil vesel, da sem dobil zelo vsebinskega gosta, kot si ti. Sem prav užival v tem pogovoru. Hvala lepa in upam, da bom kmalu bil tvoj gost kje, ne, pa da vidim ta standard, ki izhaja iz Švice in potem iz celega sveta. Hvala za povabilo. Z veseljem. Hvala tudi vam, da ste bili z nami. Če razmišljate o gostinstvu, o hotelirstvu, o tem, kakšen poklic opravljate, in vem, da vas je ogromno, ki ga opravljate, upam, da ste dobili kakšen navdih, kakšen namig, predvsem pa, da ste
se prepoznali, ko je Matic govoril o ljudeh, ki to počnete z nasmehom, s prijaznostjo, z natančnostjo in kako pomembno je to. Mi, gostje, to vedno opazimo, predvsem pa cenimo in upam, da bomo tudi, kot je rekel Matic, nagradili z napitnino. Hvala lepa, da ste bili z nami. Do naslednjič. SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.